Planinsko društvo Vipava se je ob jubileju 50-letnice Furlanove poti odločilo, da odpre novo Otmarjevo pot. Gre za zelo zahtevno zavarovano planinsko pot, ki je nekako nadaljevanje obstoječe poti. Pot se vije v desnem predelu sten Gradiške Ture in poteka do samega vrha Gradiške Ture. Pot je poimenovana po gospodu Otmarju Črnerogarju, dolgoletnemu predsedniku Planinskega društva Vipava in duhovniku v Podragi, tukaj v okoliškem kraju. Je pa pomemben zato, ker je on zasnovalec prejšnje stare Furlanove poti in si je že takrat zamislil nekako pot do vrha Gradiške Ture. Mi smo zdaj to pot samo uresničili. Nadaljavo poti smo začeli približno pred 3 leti. V bistvu pravzaprav ne s fizično nadaljavo, ampak z pripravo tega naravovarstvenega dovoljenja, kar je v glavnem poskrbela občina Vipava z našo pomočjo. No, pa v drugi fazi, ko smo prišli do tega dovoljenja, smo pa s Planinsko zvezo skupaj prišli pa do soglasja, da bo to šlo v sklop planinskih poti oziroma zelo zahtevnih planinskih poti. S fizično nadaljavo poti pa smo začeli v preteklem letu sredi novembra. Pri izdelavi poti oziroma nadaljavi smo sodelovali skupaj s komisijo pri Planinski zvezi Zapota, tako da smo skupaj z njimi, pa tukaj člani alpinističnega odseka Vipava, smo to fizično izvedli. Pomoč pri prenosu materijala in robe pa je bil širši krog planincev društva in pa tudi ostalih. Ta Otmarjeva pot, nova planinska, zelo zahtevna pot na našem območju Gradiške Ture, poteka po zelo zanimivi steni. Nekako iz sredine pride skoraj do vrha Gradiške Ture. Višina nove poti bo bila 240 metrov, medtem ko dolžina celotne poti ocenjujemo okoli 450 metrov. Od tega je 350 metrov jeklenice, ostalo je pa pač lažja pot, kjer ni potrebna jeklenica. Je malce zahtevnejša, kot je sedanja Furlanova pot, vendar tisti, ki je zmogel do sedaj preko Furlanovo, bo lahko tudi zmogel tudi Otmarjevo. Je pa vseeno malo bolj navpična, tudi nekatera mesta so tudi previsna, ki sigurno zahtevajo neka določena znanja, plus tudi določena moč, ker v previsu se moraš pa vseeno več na roke potegniti, kot pa če bi hodil bolj po položnem terenu. No, tovrstnih poti, kot je zdaj ta nova Otmarjeva pot v Vipavi, imamo v Sloveniji še približno 81. Dejansko v visokogorju ne nastajajo nove poti, razen če so kakšni podori, kjer se pol da na novo jeklenice, kjer jih prej ni bilo. Drugače je pa to ena po Lisci, je to ena zadnjih takih poti, ki nastaja. Po dolžini mislim, da je po zadnjih letih kar ena najdaljših. No, sigurno tak položaj, kot ima Vipava, je taka pot skoraj celo leto dostopna. Tudi mi smo delali celo zimo, ni problematična. Tu si v bistvu pohodniki naberejo že pred sezono kondicijo, tako da lahko to obhodijo tudi visokogorje. Tako Otmarjeva kot Furlanova sta vsaka zase, če ne moreš obeh, narediš samo eno, kamor se vrneš po normalni poti nazaj. V bistvu v Komisiji za planinske poti že vrsto let poudarjamo, da če greste po zelo zahtevni poti gor, izberite lažjo pot za vrnitev navzdol, ne se vračati po tej poti, ker je lahko nevarna bolj za druge, kakor za vas.